Zdravo, živjo, od odzunaj malo drugače, kakor ponavadi. Pa saj bi bil v kuhinji, pa nimam elektrike, pa Wi-Fi-ja, pa nekaj, pa sem rekel, grem pa na baterijo eno našraufat tlele zraven, v gazdiček. Pa glih pedofilijo imam, pa sicer sem hotel nekaj pripraviti, ampak saj nima veze. Skratka, za marsikoga to ni nič novega, za marsikoga pa ipak je. Zdaj o sami pedofiliji je seveda družba nerada govorila, ne tisti, ki so to izvajali, ne tisti, ki so vedeli za te stvari, kamoli tisti, ki so bili žrtve vsega tega, ne. In kdorkoli je kaj se oglasil, tudi sodišča so rekla, saj ni pedofilije, vse skupaj nič, no, tistih 5 smo jih tudi dali v zapor za 3 mesece, pa malo pogojne, pa tako. Dragi moji, ker pač sodišča in vlada in pač to vse del sistema, tudi religija, ne, vse te cerkve in tako, ali pa je religija lastnica sistemu. Saj sploh nimajo to veze, skratka, vsi so umazani do obisti. No, in ta kult pobijanja duš, ne, se pravi ljudi, je že ful star. Nič novega ni, smo zdaj pogledali, da pa nas zadnjih par let hočejo pobiti. Nas hočejo pobiti že tisočletja, čas je zdaj bil ta prav. No, skratka, hotel sem reči, da je ta kult pogruntal, da v bistvu človeka spraviš, da se ne bo pobral nikoli, tako da mu vzameš nedolžnost oziroma da ga spolno zlorabiš. Skratka, pedofilija je najbolj primitivna oblika uničevanja duš, ne, že takoj v začetku. Zdaj ta elita, iluminati ali kabala ali pač pripadniki satanizma so se šli te igrice malo za zabavo, pa malo z nalogo, da se pač te stvari ljudi pobija, ne, oziroma njihove duše in tako. No, in pedofilija pravzaprav nikoli ni izginila. O njej ni noben dosti govoril, na glas pa tudi se ni noben kaj dosti upal za zares povedati. No, zdaj pa, ko se časi odpirajo, se moramo pa spet naliti čistega vina, da so se nad otroci znašali ti satanisti, zdaj bom jim pa kar tako rekel, pripadniki kult, ne, satanizem, religija. Tle noter ne bom zdaj našteval, kdo vse spada, pa kdo je bil. Bolj sem hotel reči, da smo težko sprejeli dejstva, ki so se te stvari dogajale, ne. Težko smo jih sprejeli zaradi tega, ker ni rekel, kako nemogoče, zdaj pa v tunelih dol, da so tuneli, pa predori, pa dol mesta, pa dvorane, pa prostori za sacrifices, se pravi za žrtvovanje, ne. Tuneli štartali so iz vojaških vhodov, zdaj bolj moderno. Sicer so pa ti predori stari tisočletja in razdalje neverjetne, ne vem, od Rima do Jeruzalema, med Avstralijo in Ameriko, pač take nore stvari. Skratka, teh tunelov je bilo ful. In v teh tunelih noter so hranili te uboge otroke, s katerimi so se šli najprej spolno izkoriščanje, potem pa dokončno izdelava adrenokroma. No, in ti otroci so živeli v tunelih leta, a ne. Eni so se rodili tam dol in sploh niso videli dnevne svetlobe. Precej bolane scene v globali. In zdaj, kam sem hotel jaz to zdajle zapeljati? V tunelih so jih imeli. Ja, seveda, zdaj vojska že od leta, odkar je Trump nastopil svoj mandat, kdaj je bilo to 2016 ali 2017, od takrat naprej se pedofile in vse to mafijo pobira že pridno ves čas. Zdaj tudi se dogaja, tudi sem že rekel. In med drugim so bile tudi reševalne akcije teh otrok iz podzemlja. Tle smo dobili neke fotografije, takrat že, ne bom jih našel zdajle, mislim, srce parajoče, grozna scena. Bili so po kletkah zaprti, v teh tunelih so našli tudi ljudi, ki so drugega jedli, tako sikno. In ta trgovina s spolnimi suženjčki, ne,
je bila v svetu ful razpasena. To ni bilo tako, da sem pa kakšen ima posla s tem. Ogromno ljudi se je ukvarjalo s tem trgovanjem. Eni so jih lovili, eni so jih prenašali, eni so jih hranili, eni so jih pripravljali, spet četrti so bili pa potrošniki tega. Ne. In ta veriga je bila seveda mastno dobro plačana. Ne. Mogoče tudi tle, odkje ljudem ful keša, pa ne bom še zdaj, ker noter ne smem nobenega obsojati, pa vi tudi ne. Bo karma zrihtala, ker ona za te stvari skrbi. In ta pedofilija je bila na vrh, nikoli kaj dosti niso najdli sodniki tega, ne? Ni prav dosti, tudi so na 2 župnika ali 3 so jim nekaj rekli, pa kao, neko opravičilo, se nismo hoteli, pa se razumete, celibat pa tako. Skratka, vse to so se stvari zatavšale. Ne vem, če se spomnite Baričevičev pa tega. Zdaj tam so bili psi od odzunaj, ne, zdaj kaj se je pa za stenami dogajalo, pa tudi ne vemo. Mislim, fanti so že glih prav kaliber bili za tudi te stvari. Ampak še enkrat ne obsojam. Hočem reči, da te stvari pri nas so se dogajale, pa ne samo pri nas, globalno v svetu na masovni ravni. In zdaj treba je te stvari se zavedati, da v bistvu mi moramo s svojimi zgradno svoje osebnosti pomagati otrokom, ki si reveži ne morejo. Te otroke so ugrabili. In naredili so poizkus, ko so dali otroka, pa nekoga, ki ga kao ugrabi, med tem, ko ljudje grejo po ulici. Videli so zločin, da je nekdo ukradel otroka, niti eden ni reagiral. Kaj hočem reči? Totalna ignoranca. Totalna ignoranca. Včeraj sem rekel, da gre za krizo humanitarnosti. Se pravi, hej, nekdo je ukradel otroka od nekoga, otrok je ukraden, dejstvo je, da tle treba pomagati, otrok si ne more, starejši lahko. In noben ni nič naredil. In tle imam eno dobro slikico, sem se spravil. There's a society far more dangerous than the Illuminati. Se pravi, tle je družba mnogo bolj nevarna, kot sami Illuminati. There are millions of them. Se pravi, tle je druščina je velika, milijone po celem svetu. In ta kult se imenuje ignoranti. Zastopimo? Niso sami pedofili toliko nevarni, kakor tisti ljudje, ki so postali totalno ignorantski, sami vase zagledani, totalno izolirani od družbe, vsak ima vsega zase zadost v svojem balončku in bolj me briga za ostale. Ne, se pravi, ta ego scena. In iz tega naslova smo družba res globoko zaglajzali. Ne. Tega se bo treba rešiti. Ne. Za začetek si pa moramo priznati, da so med nami, tako kot sem včeraj rekel, morilci in pedofili. Ne. Zdaj pa bodimo iskreni, ti pedofili so zelo prestrašeni in zelo nemočni ljudje. Zaradi tega so se pa spravljali na ful šibkejše. Ker če bi se mogel ta pedo z mano srečati, jaz ne vem, kaj bi mu, jaz znal otrgati iz njega. Tak je moj pristop, pa sej mu ne bi fizično nič naredil, sem se moramo zavedati, da taki ljudje ne smejo se sprehajati med nami. Se razumemo, naši otroci so v nevarnosti. Ne vem, če veste številko, 800,000 otrok na leto zgine samo v Ameriki in to tistih, ki so rojeni s cefetlnom. Ki so pa vsi otroci, ki nimajo cefetla, ki so pa vsi uvoženi otroci v Ameriko. Pa ne sem iz Mehike, iz celega sveta, kar z ladjami jih je Hillary vozila sem pa kaj. Evergreen, če poznate, te kontejnere ste že srečali, ne, zeleni pa bel napis Evergreen, in to je tista ladja, ki se je pač v Sueškem prekopu po stran postavila. Tisto je bil atentat in tam so njo raztovorili, ne, in so najdli tam in orožje in otroke in svašta, sem že enkrat omenil. Pa ni ona edina Evergreen ladja, ki je bila zaparkirana na čudnih pozicijah. Ja? Tako da dokazov je nebroj. In zdaj, ker čas spidera ful, mislim, ne vem, koliko spremljate. Res, kriptovalute padajo, delnice padajo. Kaj sem prej še vse bral, da se sesuva in evro in vse te draginje so umetne. Vse to je narejeno zato, da pridemo do ene točke, do velike klofute, kjer boste vi ljudje pogruntali pa rekli, dosti, zdaj pa dosti, kdaj skočim iz sistema? Zdaj.
ker je pač non-acceptable in ga ne smemo podpirati ni milimeter, ker ni za podpirati. Jaz upam, da me še slišite zdaj, kaj piha, ne vem. Jaz bom kar nadaljeval, pa ne bo kakor čem. Se pravi, pedofilija, kontejnerji pa tuneli, ja, pa morilci, pa švohotni ljudje, pa religije, pa kulti. Ja, pa sesuvajo se delnice, pa sesuva se vse. In tle je treba zdaj na zdravje vsem ljudem, ki so spremenili svoje mišljenje, ko so jim bile predstavljene določene informacije. Te informacije, ki so bile kontradiktorne njihovemu prepričanju, vašemu. Tisti, ki ste šli čez, bravo. In tle bo treba polomiti teh belief systemov, se pravi, verovanja, prepričanja, kaj ti si prepričan, da je prav. Tle bomo mi mogli zlomiti ful stvari, tle jih je še in še in še. In za začetek je mogoče ta pedofilija, pa da so morilci med nami, bi mogel biti dosti velik alarm vsakmu. Vsakmu, da reče, ne, a je vojna, ne, nijo, ja, a veš, pol tudi, ne, okej. Ko je bila vojna, so ljudje vedeli, da tam en s puško jih napada. Zdaj je pa stvar toliko prefinjena, da ti ljudje, ti ne veš, kdo je morilc. A veste, to je za Agato Christie, jaz ne vem, mogoče se pa sistem po Agati Christie zgleduje po kriminalkah, mislim, po takih zagonetnih zgodbah. A veste, grof Drakula, tudi ni kar iz trte zvito, ne. Mislim, poročila so pravljica, Hollywood je pa resnica, no. In zdaj, kako si to človek predstavlja? A veste, to bo zdaj zlom. Saj ne vem, koliko od vas ve, pač Hollywood ne funkcionira več. Hollywood je ugasnjen, to je bilo leglo pedofilije in satanizma. Vse te zvezde so imele prste zraven, športniki, mislim, že sam družba, ki plača športnika, ne vem, 5 milijonov za unga žogobrcarja, mislim, okej, ampak kaj v covidu ta tip pomaga družbi? Ali pa brez covida? Nič ne, sam zase ima vsega čist preveč za ceno ljudi, ki živijo v mizeriji. Ne vem, spet ne smem obsojati, ne. Ja, in da se mogoče vrnem še enkrat na tisto ignoranco, the biggest threat is not the people who cannot see what is going on. Se pravi, niso zdaj v tem trenutku največja nevarnost ljudje, ki ne vejo, kaj se dogaja. Zdaj, mi probamo reči, da ljudje zbudite se, neumni ste, ne vidite, kaj vam dela, no in tisti, ki so res neumni, ki res ne vejo, kaj se dogaja, ki gledajo pač poročila in za njih je to njihov svet, ne? Še preberejo kakšen časopis, da je bolj za zares svet, no? In niso problem ti, ki ne vejo. Največji problem so tisti, ki vejo, ampak so izbrali ignoranco. Ne? Zdaj, ful ljudi se je začelo izpostavljati. Eni malo prej, eni malo kasneje. Jaz zase vem, da že pred korono sem bil s posti kar tam na meji. V času korone pa ves čas, kolikor duša dam od sebe stvari, ki mislim, da držijo. Zadnje 2 meseca pa na polno. In opazujem ljudi, ki smo pač prijatelji na teh omrežjih, kako se tudi usporedno prebujamo in dobivamo jajca, da mi damo na plano informacije in stvari. Zdaj vsak po svoje razume. Eni smo to pedofilijo omenjali že leto pa pol nazaj, ne, ko so bile prve reševalne akcije izpod Kapitola, oziroma kaj je že ta glavni Central Park, ki je v Washingtonu, ali v LA-ju. Skratka, grozne stvari, tam, ki je ladja Mercy pomagala. Ne vem, če rabim ful več detajlov dati, koliko pa kdaj pa kje so rešili otroke. Jaz sem dal že dosti primerljiv podatek, da 800,000 jih je v Ameriki samo registriranih, pa je pa 8 milijonov letno otrok zgine. In da nadaljujemo, kam vse še se stvari zginevajo, ne. V McDonald'su je dokazano uporaba človeškega mesa v njihovih papikah. Nas so naredili kanibale. Mislim, že živali jest ni prav. Tudi to smo še vedno morilci, tisti, ki še vedno čmoknemo meso. Zdaj ali salamo ali 2, ali pa pač vsak dan zrezek. Jaz tle še zmeraj najdem razliko, ampak bodimo iskreni, vsi še vedno, ampak smo addicted, ne.
odvisni, narkomanirani smo tega. In smo v procesu čiščenja od vsega sranja, od kreme za obraz do šamponov, do žajf, do mehčavcev, do pripravljene hrane in sokovi, ne vem kaj. Mislim, čistejšo vodo piti, mislim, skuhati bolj zdravo zelenjavo, vse te segmente, med drugim tudi čedalje manj mesa in slej ko prej pač nič. Ne? Zdaj, smo v procesu čiščenja in en del sem glih kar razložil, drug je pa energetski. Slabe misli, pejte se noge na zemljo, da se razelektrite, sploh ne veste, koliko je to pomembna stvar. Vi morate z nogo na zemljo stopati, ven super je, pa 15 minut, pa 15 minut, ali pa cel dan bi bilo še bolj super. Res pa po vodi, voda, ki prevaja elektriko, oziroma dajte te stvari koristiti, faza čiščenja. Postajamo zavestnejši, možgansko bolj uporabni, DNK se nas spreminja. Ampak za začetek so stvari v glavi za začeti jih sprejemati. Če nekdo reče zdaj, dajmo temo o Bogu ali pa o angelih ali pa o pedofilih ali pa o ravni zemlji ali pa o sferičnih dogodivščinah 5. dimenzije ali pa ne vem, 7. A veš, da ni človek reče, jo, stop, to me pa ne zanima. Klinc, klanc, ne moreš kar ne zanimati, ne. Pa noš nikoli nič vedel, ne, to je res težava, ta ignoranca in ta belief system, ki ga imamo od osnovne šole dalje, mi ga moramo ekspandirati pa odprti in to čim prej, ne, ker se bomo zavedali, pravzaprav se moramo mi pa še zavedati, kdo smo pa mi sami in mi smo ena nora kreacija, predvsem z energetskega vidika. To, kar je telesa, je samo hiša in s to hišo imamo mi cel life težave. Ne, pa roka boli, pa tam, pa mislil sem, pa ne vem, pa udaril, pa naredil, pa zdaj sem hud, ker sem naredil, pa ne vem kaj, mislim, to so vse te telesne jajca. Mislim, nižjega formata, mi imamo tle gor, Veste, mislim, vi se morate zavedati, da vse glavce, umetniki in poeti v zgodovini, te pravi, ki so bili, oni so isto o tem govorili, no, oni so te stvari delali z glavo, ne z roko, ne s krampom, ne, pa nočem reči, da pa s krampom pa človek ne sme delati, ja, ampak nas so naučili, da moramo 8 ur hoditi nekomu v tlako, ne, in tle se morajo ene stvari zlomiti, ker se pač morajo. Koliko vsega jaz nasujem. Pravim, da bomo eno temo, pa se pa takole vrtim, pa začnem ponavljati. Ne, vsega je toliko ful, da bi vam rad dal čim več, po drugi strani vas pa ne bi rad obremenjeval z določenimi informacijami. Imam jaz tekstov, ki vam jih na Facebooku tudi dam vsake kvatre, ampak ker ni nekega odziva, si mislim, ljudje težko berete. Ampak ni spet konc vse kekati se tudi ni boril s temi informacijami. Ampak biti pa morate present, se pravi tukaj in zdaj, biti morate svobodnih misli, optimističen pogled je tudi možnost izbere, da ne bo kdo mislil, da se je rodil pesimist, a ne? A veš, izberite optimizem, ne pa pesimizem ali pa negativizem. Kaj bo, ja pa jesen nas bodo zaperali. Ne bojo nas. Ne? Mene ne bo noben zaperal, tako kot me do zdaj ni. Ne? Kar se COVID-a tiče, že ne. A ne? In nimajo teh pravic in ne se s tem boriti, sploh je škoda časa, ker imate toliko za narediti na sebi, za znort. Mislim, plavati bi mogli kar ne 3 ure na dan, pa peš hoditi, pa še ostalih, koliko sem rekel, pa še 21, ne. Ful bi več naredili za sebe, ker v našem DNK-ju so čist vse informacije, ki jih rabimo o nas samih. Vse, kar moramo vedeti, je v DNK-ju, da si vi to morate zamišljati. In zdaj, meni dostkrat ene stvari delam z umom, dostkrat pa ene stvari kar pridejo pa grejo. Še pol, ko se gledam, si rečem, kako pa to najdu. Ne? Ni vse moje, hočem reči, kanalizirajo se stvari. In prav je tako, hvala Bogu. Le kaj sem hotel reči, pitaj vraga. Ja, preveč se ukvarjamo s sistemom, pa premalo s sabo. Dejte se. A ja, vse, kar rabite, imate sabo, tako ja. In znanje, ampak to spada v intuicijo, to spada v kontrolo čustev, to spada v umerjenost, v tišino, v ne entertainment, ker entertainment ljudje vzamejo kot zamenjavo za tisto, kjer bi se mogli poglobiti v sebe.
pa grejo pa v pleasure, ne, entertainment, se pravi, ali bejbe, ali žurček, ali party, ali kino, ali te pač neke blesarije, ali pa, no, vsak zase ve, no. Skratka, ljudje, ki so se razsvetlili, so govorili te iste stvari, sej tople vode tudi jaz nisem pogruntal, jaz samo povem na glas. Alright, dej, dosti, 20 minut sem rekel, da bom mičkim krajše delal, ker mislim, da vam je tle zadosti in vam in meni. Bom pa še se oglasil, imam še eno stvar za popoldne od vodike. Ne bom nehal, zdaj ste začeli toliko gledati, da ste čisto znoreli. 1500 ur od 2. maja pa do zdaj smo zavrteli. Ja? Pa hitro so naročniki, naberate, svašta. Subscribe je treba tle pritisniti, pa pol vsak dan tim delam. Ej, boste uživajte fajn, sem dobro povedal, ne? Boste fajn, pa uživajte, pa tako, kot sem rekel, vodika, pa bosa noga. Pa mir, pa tišina, pa ful vsega. Držite se vidimo, če najprej jutri. Čau.